Še enkrat, sorry, takole sem malo, vse vidiš, da je... Ležen sem za mal, beduin, kar me doleti, preživim, umazati svoj obraz, ne pustim. Z mano je Zlatan Čordić Zlatko in kot veste, se v soboto obeta njegov velik koncert v Križankah. To so tvoje prve Križanke, a ne? Prve samostojne. In na koncertu bo ful enih glasbenih gostov, Tina Marinšek, Eva Mitke, Bevs, Trkaj, Dril, Doša. Get, Doša, Dinzo, Mihče, Lejre. Kratka, ja, pester program se nam obeta. Si koncert bo kar dolg, a ne? In bojo lahko ljudi slišali tudi kakšne starejše hite, glede na tudi imena tvojih gostov. In predpremierno si že napovedal, da boš obdaril nekako svoje oboževalce in jim boš predpremierno pokazal tvoj nov videospot za komad Skrito v raju. Tako je. Če je kaj zanimivega, je to, da smo zdaj v zelo kratkem času uspeli sproducirati vse te neke 3 nove single. Eden je Naj gori, ki je šel 4 dni nazaj ven, potem Rap Bruda, kateri je izšel v petek ob 12. popoldan. In seveda to presenečenje za moje poslušalce in vse tiste, ki si bodo vzeli čas, bodo lahko res, temu se res reče predpremierno, Ja. ker ta komad bo šel pol šele naslednji teden po koncertu ven, se pravi, še kasnih 6 dni verjetno ne. Tako da to je ena taka gesta z naše strani. Zdaj ta komad Naj gori je verjeten odgovor na vse te hejt komentarje, ki si jih prejel v zadnjem času, a ne, v tem sporu z unim drugim reperjem, a ne. In ti, mislim, vsi smo že opazili pri tebi, da ti rajš odgovarjaš v komadih. In a tebe beseda čefur sploh užal? Odvisno, kdo mi reče. Ne, malo za hec, malo za res. Praktično človek se skozi celotno svoje življenje srečuje s takšnimi in drugačnimi. Jaz se zavedam, da je družba sestavljena tako iz pozitivnih momentov, kot iz negativnih oziroma plusov in minusov in to tvori neko celoto. Predvsem se mi pa zdi korektno, da jaz kot nek artist, ustvarjalec ne ostanem tiho na take opaske, pa ne samo zato, ker bi se to dogajalo meni, ker moja koža je že pod plat postala. Mene je zelo težko prizadeti, ker sem navajen marsičesa. Tako da jaz se s tem v bistvu bolj tako nekako igram. Posledično pa ja, družbeno odgovorno opozarjam na te neke momente in da svoboda govora ne pomeni, jaz sem zagovornik svobode govora, jaz zagovarjam, da vsak ima pravico, ker če so ljudje imeli pravico lagati javno prek medijev o meni, kakšen sem, potem seveda, da zagovarjam jaz absolutno svobodo govora, pa tudi, če se ljudje lažejo, ker na koncu dneva se laž jasno razlikuje od resnice, ker potem, ko pride resnica, laž izgine. Ne odobravam pa tega, da bi kdorkoli zaradi svojih prepričanj kogarkoli drugega poniževal, sam zato, ker ne razmišlja kakor on, ker se ne oblači kakor on in svet je prepisan, da bi ostal v nekem črno-belem filmu. Sploh pa, da se moramo v letu 2024 pogovarjati o teh stvareh, mi je še toliko bolj žalostno in v bistvu vsem nacionalistom, ki so sovražni, jaz nimam nič proti nacionalistom. Zame nacionalist pomeni biti recimo, da očista svojo reko. To je za mene ta pravi nacionalist, ne. Ampak tistim nacionalistom, ki pa mislijo, da jaz kot rojen Ljubljančan ne spadam sem, njim pa vedno priporočam, da grejo preveriti svoj DNK, potem se pa lahko pač pogovarjamo naprej. Ja. Zdaj ti te hite tako pišeš, kot da imaš, ne vem, v kleti skritih 5 sužnjev, ko so taki Hudo. pa jim ti rečeš, no zdaj natipkite hiter. Odkje te je pa ta inspiracija? Mislim, vse zadeva je zelo enostavna. To tako, če človek nič ne dela v življenju, potem pač to samo od sebe pride, ne. In še dobro, da imamo AI, ne. Ker zdajle sem jaz absolutno meren in sproščen in
In jaz v tem trenutku z AI-om bi lahko pisal tekste celotni glasbeni industriji v Sloveniji in tudi širše okoli 7 vasi. Ne. Mislim, malo za hec, malo za res. Na srečo danes, recimo, ko je tak deževen dan v zuniji in glih, ker sem se sta malo pelil na nek pregled, sem mi razložil, recimo, koliko je zanimiv. Ne. Nekdo bo ta dan videl kot dan in neko slabo vreme. In jaz rečem, slabo je lahko samo recimo za tistega, ko nekje neka reka preplavi in mu odnese, ne vem, pol pridelkov na njivi. To je recimo lahko za njega slab dan, slabo vreme. Za nas ostale je pa lahko samo deževen dan. Oziroma za mene jaz to vidim samo kot deževen dan. Ne rečem, da mi ni lepše, recimo, če sonce sije, ampak se zavedam, da je tudi dež in sonce sta potrebna, da drevesa rastejo in nam pač podarjajo kisik. Tako da ta mindset, kako si ga vsak posameznik naštima, je čisto odvisen od nas samih, ne pa od družbe, v kateri se nahajamo. In na kratko povedano, vse okoli mene je inspiracija. Lepo. Hvala. Zdaj sem se malo zgubila, samo da vidim. Nahajamo se pri džakuzi v Detroitu. Med drugim so bili tudi komentarji, da pač nič ne delaš. In ljudje v Sloveniji še vedno ne razumejo, da je poklic, mislim, oziroma biti glasbenik pač poklic, a ne? Pa to že 100 let ne razumejo. Ja, vem. 400 let. Ja. Kdo prav, da nič ne delam, ved, da delam rap, bruda, drugič vstan, ko pričaš o drugu, ti tu bruda. Tako da ja, oni vejo, da jaz delam in da delam plodovitno. Vidijo. Ja, vidijo, slišijo. Ampak hudič je v tem, da jaz kot artist recimo naredim komad za delavske pravice, ne? In potem, ker medij ima tak moč, da lahko iz poštenega fanta naredi nekega nepridiprava in iz nepridiprava lahko naredi premiera vlade, recimo, ne. In zanimivo, da potem določeni delavci lahko mene, ki zagovarjam delavske pravice, vidijo kot problem, zakaj imajo oni plače takšne, kakršne imajo, ne. In tukaj jaz nimam vpliva. Moje je samo, da ustvarjam, dokler imam inspiracijo, ne delamo nič na silo, ampak dokler je inspiracija, bomo ustvarjali na tak način in vsak misli, da to ni delo. Jaz jih res pozivam, da grejo z mano, ne vem, 10 dni, pa da vidimo njihov tempo, jaz grem pa z njimi, njihov tempo. Daja odklop je bila zelo zanimiva, Borut Veselko, ki je včasih imel. Tako da ljudje lahko spoznajo, recimo nek dotični gospod, ne, ki si ga prej omenila kot reperja, se je temu posmehoval, da naj bi jaz kuhal kave. Mislim, kada je s tem kaj narobe, če človek kuha kave in preživlja svojo družino. Zdaj se pa obračam vsem gledalcem, če si znajo predstavljati, kako bi bilo, če bi oni prišli v lokal in da bi mogli sami priti za šank, si narediti kavo in si jo odnesti, postrešiti in potem to umiti. In šele takrat potem človek spozna vrednost nekega poklica, v tem primeru recimo natakarja, ne. Tako da zdaj, če nekdo misli, zaradi tega, ker je dal par intervjujev za katerikoli močnejši medij in je malo medijsko izpostavljen, da je on boljši da je njegovo delo boljše od natakarja ali katerega koli drugega poklica, je samo še en pokazatelj, da resnično spada v zabavni program. No. A imaš še kakšno skrivnost za razkrit? Tukaj, ki jo lahko samo meni poveš. Ja. Pa je spolu vsem ostalim. Ja. Tako, glede koncerta, recimo. Zdaj sem mislil, glede onega trupla tam. Ne, zabavam se. Ne, to bo stih. Lahko rečem iskreno, te križanke so se zelo hitro odvile, same od sebe. To ni zdrastalo na mojem zelniku. Prišla je ponudba, jaz sem jo zelo, po domač povedan, elegantno sprejel in sem povedal, da če vi verjamete v to, potem zakaj jaz ne bi. In po vsem tem mi je jasno, da hip-hop artist lahko dela križanke pač pri nas enkrat, ajde mogoče dvakrat in zadnjič ziher še enkrat pred smrtjo. Tako da
To je to. V glavnem, ful ti hvala za tvoj čas. Pa Čas je dragocen, sam ga vedno imam za prave. hvala. Malenkost. Vi pa lepo vabljeni na koncert, pazite nase, pa se vidimo. Držite glavo gor, svet je lep. Peace.